če preverimo številke, vidimo, da je 260 000 evrov, to pomeni 1000 evrov na delovni dan za svetovanje odvetniško. Pa naj mi povejo, kaj tako dramatičnega se dogaja v Palomi, kakve tožbe tečejo, ker jaz namreč za nobeno ne vem, potem pa naprej večina gre k enemu, dvem odvetnikom, kjer so pa potem povezave od zadaj spet jasne. Žal mi je, da se te stvari ne razišče, potem naprej dialog, podjetje za notranje in zunanje komuniciranje. V Palomi pa sploh komunikacije ni. Komunikacije med upravom, delavci, sindikatom in ostalimi ni. Komunikacija je slaba, ni dialoga, zato mi ni jasno, kako lahko podjetje Dialog dobi v enem letu 290 000 evrov plačanih storitev. V Stranki mladih Slovenije želimo opozoriti na ukinjanje Komisije za preprečevanje korupcije, vsem bolj znane Kosove komisije, ki se ukinja zakon o omejitvah in prepovedih za nosilce javnih funkcij. Ta zakon je bil sprejet z enim glasom več za kot proti. Žal so k temu pripomogli tudi nekateri opozicijski poslanci, ki so jih polna usta boja proti korupciji, pa niso bili na seji oziroma vsaj niso dali glasa. Potem dobra plat edina tega, da je zakon šel naprej v obravnavo, je verjetno to, da se bo o korupciji v Sloveniji še govorilo, da se bodo s tem ljudje, prebivalstvo ozavestili. Slaba plat, teh je pa več. Prva je ta, da se komisijo želi ukiniti, da je ta komisija strokovna, neodvisna, ima znanje in je zgleda trn peti nekomu, ki se že 3-4 leta trudi, da bi to komisijo ukinil, ali pa mu je trn v peti zgolj predsednik komisije, to mislim gospoda predsednika vlade. Potem komisija je ugotovila na podlagi nekih zunanjih študij, da je stopnja korupcije v porastu, prijavljanje pa je nekako strahoma pri ljudeh. Ljudje se bojijo prijaviti korupcijo, ker se bojijo sankcij, bodi si v službi ali tako na druge načine. Tako da vse to samo slabša situacijo. Omenjeni zakon o omejitvah in prepovedih za nosilce javnih funkcij je pa navadno skropocalo. Ta zakon predvideva, da bo nekje 500 organov nadziralo sami sebe in še druge, od raznih občinskih volilnih komisij in tako dalje. Organ, ki nekoga imenuje, bi ga lahko potem tudi razrešil. Jaz mislim, da je to malo smešno. Že tako usposobljeni in izobraženi kadri težko ugotovijo sum korupcije, zato ker v korupcijskem postopku sta vedno dva, ki imata profit, dva profiterja in je to težko nadzirati, še težje ugotavljati. Funkcija, ki jo ima ta komisija, za katero smo tudi v Stranki mladih Slovenije se že pred 3 leti potegovali, da obstane, je predvsem tudi preventivna, ugotavlja korupcijo, preprečevanje. Potem naprej pač je potrebno dati naloge očitno tožilstvu, policiji in sodstvu, ki teh prijavljenih kaznivih dejanj, ki jih korupcija naredi, mislim, da so podvojili ali celo potrojili število prijav v zadnjem letu, ne privede do epiloga. To je verjetno ohrabruje vse tiste, ki se ukvarjajo s korupcijo, da potem to počnejo še bolj.